Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes boste na račun prišli vsi ljubiteljski kuharji, gurmani, ljubitelji dobre hrane in vsi, ki se radi vrtite v kuhinji. Saj je z mano urednica portala Odprta kuhinja Mateja Delacorda. Lepo pozdravljena. Živijo. Kako si? Vsi ostali tudi. Za začetek sem te hodila vprašati, si danes že kaj ustvarjala v kuhinji, si imela že čas? Danes pa ni bilo časa, smo malo prezgodni. Še zajtrk mi je mož naredil. No, to me vedno zanima, vi, ki se malo bolj profesionalno ukvarjate s kuhinjo oziroma je to vaša služba, a doma še tako z veseljem primete za kuhovnico in kaj pripravite? Ja, v bistvu je tako, da mene kuhinja vedno sprošča, pa tudi če ne vem kaj, ampak ko ni časa, preprosto ni časa. Med tednom ni romantike v kuhinji, ne? Med tednom so kosila, s katerimi zadovoljiš potrebo po prehranjevanju. Potem med vikendi, ko smo v družbi najdražjih, ne, tisto je pa druga pesem. Se vzameš čas. Ja. Se pravi, za kuhinjo moramo imeti čas, da lahko mojstrovine nastajajo. Za tisto res gurmansko kuhinjo vsekakor, ja. Zdaj, tako kot moje ostale goste, sem tudi tebe prosila, če sabo prineseš 3 osebne predmete, pa me zanima, no, kakšne zgodbe skrivajo teli tvoji predmeti. Mogoče najprej začnem kar pri tem pekaču, modelu za kolač. Kot vidiš, je zelo lep, ne? Zelo poseben. Prav tega mi je mož kupil, no, za Božič po moje pred 2 letoma, ampak to ni ključna informacija. Dejstvo je, da jaz zbiram te pekače. Ne vem, ne sicer dolgo, recimo kakšnih 5-6 let, sem postala malo obsedena, ne samo s pekači, tudi potem z recepti, ki nastanejo. Ob tem, ko jaz vidim neko obliko pekača, ne. Dobiš idejo. Koliko jih pa imaš, si jih preštela? Ja, problem je, da sem jaz ta vikend pozabila zadevo preštet, ker imam jaz to po različnih lokacijah. Malo je pri meni doma, malo je pri mami, malo je v našem studiu, tako da, ampak okvirno jih je tam od 40 do 50. Wow. Ja. Pa so vsi v uporabi. Eni bolj, eni manj. Ta je po moje najbolj v uporabi. So pa različni, ne. Želela sem si prinesti hiško, prav pekač v obliki hiške, ampak ja, je... No, ta je tako lep, da lahko tudi dekoracija. Ja, sej jih imam za dekoracijo. So tudi dekorativni. Tudi, ja. Potem drugi predmet? Ja, drugi predmet je moja knjiga. Izšla je lani poleti pri založbi Mladinska knjiga. Je v bistvu kar dolg projekt, 2-leten, nastajal je hkrati tudi z redno rubriko v Odprti kuhinji, Nedeljske sladice. Vsebuje pa seveda tudi recepte, ki še niso bili objavljeni. Posebna je tudi zato, ker je nastajala v moji rodni vasi. Ki je? Hrenovice pri Postojni. Hrenovice ne zaradi hrenov, ampak zaradi hrena, menda. Okay. In je v bistvu večino fotografij sem sama tudi naredila v tej knjigi. Te portrete je pa posnela Sonja Ravbar, ki je tudi naša snemalka, fotografinja. Ja, tako da. Čeprav vidim, je to ta pekač? To je ta pekač in to je kolač iz tega pekača. Ja. Se lepo navezuje. Zdaj, kaj pa si hotela s to knjigo dati mogoče ljudem, ki radi pripravljajo sladice? Veliko je knjig na trgu. Kaj je dodana vrednost tej tvoji knjigi? Ja. Na kakšen način si želela približati? V bistvu, tako je, če lahko rečem temu, nek slogan imam pri tej knjigi, in sicer življenje je prekratko, da bi preskočili nedeljsko sladico. To pa zato, ker se mi zdi, nedeljska sladica je kot ena goveja juha, vsi jo pač kuhamo ob nedeljah, ne. In je v bistvu sladica nekaj, kar si privoščimo po enem skupnem, bogatem nedeljskem obedu, si vzamemo čas, se družimo ob njej, v bistvu izraža ene same lepe stvari, pri meni tudi ene same lepe spomine, ker je v naši hiši doma pač vedno nastalo ogromno nedeljskih sladic. In
je to tista zgodba, ki jo želim deliti z ostalimi, da ne si vzamejo čas, to ni noben greh ali pa pregreha, če se v nedeljo malo posladkamo, ker ima veliko večji pomen kot pa tiste kalorije, ne. Pustimo med tednom ne, ampak nedeljo si pa lahko prvošmo. Imaš mogoče najljubšo sladico, katera je tvoja najljubša? To me vedno sprašujem, vedno ostanem čisto zmedena in razmišljam, katera je pa zdaj. Malo je odvisno tudi od letnega časa, ampak trenutno mogoče decembra sem sicer spekla, ne vem, po moje enih 15 kolačev, ki so uteknili. Zdaj pa trenutno tako se mi najbolj sline pocedijo pri rumbaba sladici, to je taka... Rumbaba? Ja, zelo rumna pojena sladica, iz kvašenega testa sicer, je take okrogle oblike, tipična za Neapelj. Tisti, ki so kdaj bili tam, jo verjetno poznajo. In tako nanjo se da tak kupček smetane in ko to ješ, to je taka poezija, se kar vse topi v ustih, pa če imaš rad rum, je res fajno. Zanimivo, prvi slišim. Dobre volje si. In tretji predmet je pa predpasnik, ne? Brez tega pa v kuhinji ne gre. To je pa predpasnik iz našega studia Odprta kuhinja. Je čisto nov še, malo je še nedokončan, ker manjka še naš logotip, kot vidiš je tak zelo eleganten, z volančki. Imamo tudi brez volančkov za fante, ne. Ampak zakaj sem ga prinesla? Zato, ker je del tega našega novega studia, v katerem ne da potekajo samo naša snemanja, video receptov, pa fotografiranja recimo jedi, ampak tudi delavnice, kuharske delavnice in vsak, ki se udeleži te delavnice, nekako dobi tudi svoj predpasnik, zato da se namaže, da ima en spominček na nas tudi potem za domov, da ga uporablja, da se spomni na nas, pa gre recepte poiskati na našo stran. Tako, in zato, ker bova na koncu tega pogovora tudi podelili eno to delavnico, ne? Tako da se splača poslušati do konca, ker vse, ki poslušate, čaka mogoče eno presenečenje oziroma možnost sodelovanja. Zdaj vrnile se bova še k delavnicam, tudi sama sem se zadnjič udeležila in moram reči, da wow, smo pekli krofe in je bilo res... Imaš take trike, da sem jaz kar svoje bližnje navdušila zdaj nad cvrtjem, ne peka, vedno se narobe izravim. Cvrtje krofov. Cvrtje krofov, ja. Da bova korektni. Me pa zanima, ti si drugače po izobrazbi novinarka, ne? Ja. Kako te je ta življenjska pot zapeljala v kuhinjo? Si že od malega bila navdušena nad kuhinjo? Pri nas smo vsi navdušeni za kuhinjo, tudi moški, ne, ni tako, da bi bila to ženska domena, kot včasih, ne. Pač vedno smo se sukali okoli tega štedilnika, pri nas ni mama nikoli, ne vem, ločevala kuhanja, recimo, da bi kuhala zvečer, ko smo že vsi spali, ali pa tako, mi smo to skupaj počeli. Je bil družabni dogodek. Bil je družabni dogodek. Pa še tako je, jaz prihajam iz vasi. In včasih, zdaj je vseeno tega manj, ampak je tako potrjevanje nekega statusa v vasi potekalo na neke različne načine, ne vem, nekateri so bili organizatorji dogodkov, nekateri so bili informatorji, ne, recimo prinašalci pošte. Si točno vedel, kam moraš iti, da boš kaj izvedel, ne? Informatorji. Ja. Tako, pač različne funkcije so imele hiše, pri nas je bilo tako, da smo se javili, če je bilo treba bolj kaj speči, ne? Ste s tem utrjevali status? S tem smo utrjevali svoj status, ja. Se opravičujem, tle malo brcam od spodaj vnazov, da ne bo preveč ropotalo, se bom zdaj umirila. Tako da ja, in pri nas doma je vedno dišalo, okoli tega kuhanja ni bilo nobenega stresa. In to ti ostane, ne. Zdaj, jaz vsakič, ko začnem nekaj peči, ko začnem stepati tiste beljake, se pač v meni
zbudijo ti občutki iz otroštva, ne, in je meni to super, tako da to ostane v tebi. Je pa res, da tudi stara mama je bila gostinka in njena mama se je pa prav preživljala s kuhanjem. To je zdaj že res ogromno časa nazaj, ampak nekaj je, ne? Ja, je ostalo v tebi. Nekaj je šlo naprej. Tako da... Ampak zanimivo, nisi se pa odločila za kuharsko smer izobrazbe. Ne, saj to v puberteti... Te je minilo kaj? Ni me minilo, ni mi bilo treba nič se s tem ukvarjati. Jaz nisem razmišljala o kuhanju. Jaz sem pač imela velike cilje v življenju, ne. In ne vem, potem sem pač doštudirala to novinarstvo in recimo moja magistrska naloga je bila medijska reprezentacija politike Evropske unije, ne. Jaz sem bila zelo daleč od kulinarike. Daleč od kulinarike, tudi pripravništvo sem potem delala novinarsko v Evropskem parlamentu in tako da jaz sem se zelo usmerjala v to smer. Potem sem pa v bistvu skozi te raziskave, ki sem jih tudi delala za magisterij, ugotovila, da v bistvu v Sloveniji niti ni nekaj prostora za mene, ker pokrivanje evropske politike ni v nekem prvem planu, ne. Je to del uredništev zunanjih političnih redakcij in tako, in je bilo v tistem hipu že zelo, v bistvu, ni bilo sploh interesa za kaj takega in se je zdela marsikaj drugega v tej, še vedno v evropski politiki. Na projektih, tudi raziskavo o mladih in medijih na Balkanu sem delala vse sorte, ampak meni je postajalo tako, nič ni bilo za dušo, a veš, ko si kar malo... Ni te napolnilo. Nič me ni napolnilo in to so bili tisti časi, ko je bila v Sloveniji finančna kriza in je bila v bistvu hrana vse, kar si je človek lahko privoščil. In to so bili tudi tisti časi, ko so začeli v bistvu vznikati prvi kulinarični blogi. Nekaj malega je že bilo, ampak takrat, ko sem jaz začela, jih ni bilo veliko, ne. In se pravi, začela sem pisati blog, ki pa ni bil tak navaden z recepti, ampak je bil bolj novinarski, ne, bolj, ne vem, neki intervjuji, reportažice z dogodkov in tako, in je bil že zato malo bolj, kako bi rekla, malo bolj sem se omrežila z ljudmi zaradi te narave, ne, bolj so me spoznali. Potem sva s prijateljico celo organizirali konferenco kulinaričnih blogerjev in to je 4 leta sigurno potekalo, smo podelili vsako leto nagrado najboljšemu. Scena se je začela prebujati, res, tako, bilo je čudovito. No, in potem je en dan, če v bistvu kar nadaljujem to zgodbo, no, sem prejela klic, da bi ene punce, kaj pa, če bi mi naredili revijo kulinarično in če bi prevzela uredništvo te revije in pač mladi neumni in naivni in tako naprej, smo 4 punce v bistvu naredile svojo revijo. Bilo je čudovito, bom spet rekla to besedo, ampak to so stvari, ki jih delaš res iz srca, ki jih ne delaš za denar, ki ga tudi ne dobiš ravno, ne, ob takih projektih. Ampak to so tudi zgodbe, ki se končajo, ker mogoče ne nastanejo v pravem času, nastanejo res z eno skoraj da otroško naivnostjo, ne, ampak te opazijo. Ja. In jaz, še ko sem oddajala v bistvu v tisk našo zadnjo revijo, sem prejela klic z dela. Me je v bistvu urednica Karina Cunder-Reščič, urednica Odprte kuhinje, tiskane, in tudi moja velika vzornica, poklicala, če pridem na eno kavo. In takrat se je v bistvu začela nova zgodba. Postavili smo portal Odprta kuhinja in zdaj je že 7 pravljičnih let. Tako da se plemeniti... Kaj vse ponujate na portalu, če mogoče še kdo ni zašel nanj? Ja, na portalu so različne vsebine od receptov, ogromno je trikov in namigov, ker
ljudje zelo imajo radi kakšne trike, ker jih v kuhinji marsikaj pesti. Potem so tukaj tudi intervjuji, obiski raznih restavracij. Res, najširša možna vsebina, ki je vezana na kulinariko. Seveda se prepletamo tudi s vsebinami iz tiska, in pa video vsebine, trudimo se z video vsebinami, sicer jih je še premalo, želimo si jih še več. Tako da video recepte imamo vsak vikend. Smo se pa zdaj osredotočili na nedeljska kosila, ker ljudje, če kdaj, potem res kuhajo med vikendom ob nedeljah in mislim, da jim bodo prišla zelo prav. Kako pa spremljaš ti to prebojenje kulinarike? Zdaj obstajajo različni šovi, pišejo se blogi, Instagram je poln receptov. Se ti zdi, da je kulinarika doživela eno tako renesanso v zadnjem desetletju? Ja, zdaj mislim, ta orodja so nam omogočila, ne, da se... Pa tudi sestavine so zelo dostopne, vse, ne? Vse je nekako zelo dostopno, in ne vem, kulinarika je en tak moment v našem življenju, ki veseli res množice ljudi. Ne vem, zakaj je to tako, pač osnovna človeška potreba je, ne, tako kot ljubezen je tudi povsod ogromno po teh kanalih. Tako da, ja, je nek razcvet. Veliko se sprašujemo, če bo to sploh usahnilo kdaj, ne. Ampak se mi zdi, da je to res taka neskončna zgodba, ki se ne more končati, no. Bojim se edino, da bo izgubila te kulturne elemente, se pravi, da se zavedamo, da je kulinarika tudi del kulture. In lokalne sestavine in podobno. Tako, in da bo šla zelo v to, ta fit, zdravje, ješ samo, da preživiš, ne, tako mislim, da ohranjaš svojo vitalnost, tako. Ta struja se mi zdi kar močna, saj je prav, da se tega zavedamo in tako, ampak malo te romantike moramo ohraniti, no. Koliko pa ti mogoče v svojih receptih daješ poudarek na lokalno pridelano hrano, lokalne dobavitelje, sestavine? Ja, mislim, tako je, jaz kuham doma zelo iz domačih sestavin, mi imamo doma njive. Sezonsko verjetno. Tako, ja, kar pridelamo, ogromno pridelamo, no, celo buče na Notranjskem, in iz njih sami iztisnemo olje bučno, ne, tako da imamo mi doma kar mislim, jaz sem vsekakor za domačo in pa lokalno hrano, je pa tako, da na portalu tega ne, v samem receptu ne poudarjamo, ne vem, bio to, bio ono, ne vem, predstavljamo zgodbe lokalne zgodbe vsekakor, ampak v receptih moramo biti pragmatični, zato ker ljudi zanimajo recepti, za katere potrebujejo ogromno sestavin in ne prenesejo, da so to sestavine, ki jih ne poznajo, in pa, da morajo za to uporabiti res veliko denarja. Tako da tukaj moramo biti pragmatični in se res držimo tako nekih mislim, se držimo tega, kar smo ugotovili. Zdaj sva prej govorili, ne, Ja. da so najbolj brani članki oziroma recepti najbolj enostavni, ne, od Ja. tistih sestavin, ki jih imamo vsi nekako doma na razpolago. Ja. Jaz, ko sem prišla na splet iz pač romantične tiskane revije in šefovskih receptov, ne, sem bila šokirana, pač mi smo neprestano priključeni na statistiko in točno vidiš, kaj se najbolj bere. In jaz sem bila res šokirana, kako se zdaj najbolj bere ajmoht, ne. In ta ajmoht se najbolj bere non-stop, mislim, ali pa jajca, ocvrta jajca. Res, ljudi, ne vem, želijo si osnove in pa da neko potrditev, da tisto, kar oni ves čas kuhajo, je najboljše, pa mogoče kakšna malenkost
kar naredi to stvar, ki oni že tako ves čas kuhajo, malo boljšo. Da je, a veš, da jim to prinese eno novo veselje v tem konstantnem meniju, ki ga pripravljajo. Da malo izboljšajo. Ja, tako. Kako pa gledaš na to visoko kulinariko? Verjetno jo spremljaš, ki je že v bistvu postala umetnost, no? Ni samo to je kulinarika. umetnost. Ko smo blogerji prišli na tržišče, ne, so kuharji nas tako radi malo po stran pogledali, kaj se pa vi greste, ne, tle. No, ampak zdaj tega mislim, da ni več. Fora je v tem, da mi smo, kako bi rekla, neka uporabna kulinarika, ne, tisto, kar ljudje vsak dan preprosto doma kuhamo, mi ne izumljamo tople vode, oni so pa res umetniki, ne. To je ta razlika in ti greš k njim zato, da nekaj doživiš. Pa si velikokrat privoščiš, rada greš v take restauracije? Ja, jaz grem zelo rada v restauracije, ampak je potem odvisno od obdobja, ne. Mislim, da poleti je tega več, ko si na kakšnem morju, greš več stvari probat ali pa greš na kakšno potovanje. Na potovanjih grem rada tudi na kakšno delavnico. Drugače pa ogromno je teh obiskov tudi službeno, imam to srečo, da sem bila že v marsikateri kuhinji in marsikateremu kuharju mogoče gledala pod prste, tako da jih zelo spoštujem in občudujem in mislim, da bi se morali ljudje res zavedati, kaj oni delajo pri tem, kar delajo, da tisto, kar dobiš na krožnik, pa potem se vsi zgražajo, koliko to stane. Ja, v bistvu je vedno samo račun, neko merilo. Na koncu je samo račun merilo, ampak če bi ljudje res se zavedali tega procesa, bi drugače gledali potem na to stvar, ne. Zdaj, omenila si delavnice, da rada jih obiskuješ, jih pa tudi v sklopu odprte kuhinje izvajate delavnice, ne? Kakšne, glede na verjetno na obdobje, na sezono, tako, kakšne vse delavnice ponujate, oziroma kako lahko sploh pridejo ljudje, no, ki radi kuhajo do vas? Ja, te naše delavnice so dokaj sveža stvar, začeli smo decembra in sicer smo prvič organizirali delavnico božične potice, ki je bila res čudovita, ljudje so jo pograbili v nekaj urah, so se prijavili. Res je, da to ni številčna delavnica, ker si želimo, težko je, no, veliko ljudi sprejeti v prostor in jih nekaj dobro naučiti. Fajn je, da imamo omejitev, zato da smo vsi zadovoljni. Nismo niti pričakovali, da bo bila v nekaj urah razprodana, no, in zdaj se je to ponovilo spet pri krofih, tako da smo rekli, da bomo pač glede na kapacitete, če bomo imeli možnosti, te delavnice tudi ponavljali. Je pa tako, da pač bralci nas morajo spremljati. Mi ponavadi objavimo na vikend vabilo na delavnico in to je to. V prihodnje bomo mogli razviti še kakšen nov sistem, narediti kakšno novo stran, novičke, obveščanje, prihajajo delavnice, eno drugo. Zdaj pa to poteka še zelo, kako bi rekla, malo novinarsko, veš. Ampak se mesta vseeno zelo hitro zapolnijo, ne? Ja, vseeno, ja. Je zdaj en tak obdobje. Je ogromno interesa, tako da zdaj, če že govorimo o tem, ne bodo pač pozorni, marca bosta 2 delavnici potice, spet, ker je prihaja velika noč, ena bo orehova, ena bo pehtranova potica, 14. in pa 21. marec bo to ob četrtkih. Potem bodo pa sledile delavnice take zelo uporabne, tisto, kar ljudi najbolj zanima, tudi izhajali smo iz, kako bi rekla, klikov na naši strani, ne. To je recimo biskvit, pa se pravi biskvit za torto, biskvit za rulado, potem čokoladna torta, pite, slane in sladke, potem bodo, ko pridejo spet prazniki, piškoti in take zadeve. Tako,
aktualne glede na neko obdobje. Uvodoma sem omenila, da sem tudi sama prišla na delavnico, ko smo cvrli krofe in moram reči, da sem se prav zamislila, kako kulinarika res združuje ljudi, ki se verjetno ne bi nikoli srečali v normalnem življenju, različni profili, starosti, interesi, poklici in potem se tam najdemo vsi na cvrtju krofov in taka dobra energija je bila, ne? A si videla, kako ste se kar... Tako veseli vsi in nobene slabe volje. Ja, to je tudi meni fascinantno, ker sem bila že na ogromno tečajih, pa je pogosto kakšna zadržanost. Res je, da je naš studio narejen tako zelo domača, kot ena domača kuhinja in že to malo razbije zadevo, ne. Potem radi, zdaj, ko si bila ti, nismo sicer, ampak kakšna peninca na začetku, veš, tako, da se malo sprostimo. In potem, ja, recimo pri potici je bilo prav tako, da so se te ženske, na potici so bile samo ženske, zdaj pri krofih sta bila celo 2 moška. So se ženske prav usedle potem za mizo, ko smo čakali, da vzhaja potica, in one so se pogovarjale, niso se poznale med sabo, ampak one so imele življenjske debate. Ne. Res povezuje ljudi, ne? Ja, Kuhinja. tako zelo, res, tako prijetno in potem so pošiljali fotografije in se zahvaljevali, tako. Zgodil se jim je en lep moment v življenju, no. Marsikatera ženska je rekla, jaz sem prav to rabila zdaj za mojo dušo, ne. Ja, res je, da je tudi eno tako obdobje po covidu zdaj, ko smo bili precej psihično zmaltretirani, če se tako izrazim, pač bilo je res čudno obdobje. In zdaj vsi hlepimo potem Druženje. Sej kuhalo se je veliko med covidom, ne? Tako, To pa je... Jaz bom vedno pogrešala te čase, ker to so bili naši zlati časi. Res. Takrat se je pa iskalo recepte. To ne moš primerjati sploh. Ja, nismo imeli drugega, kot da Ja. kuhamo vsi. Ja. Zdaj, počasi sva pri koncu najinega pogovora. Me pa vseeno zanima, no, to je prva knjiga tvoja, kaj novega nastaja? Zaenkrat, če ne, bom pa rekla tako, ne bom rekla, da mogoče da pa ne bo še katere knjige. Tukaj so slaščice, je to tvoj najljubši del v kuhinji, priprava peka slaščic? Ja, v bistvu, jaz sem zelo cepljena na pečico, no, tudi kosila iz pečice, omake zelo rada delam, tako, tudi mesne jedi, v bistvu vse rada kuham, no. Slaščice so pa ena taka romantika, no, ker to sploh ni kuhanje. Ja. Ampak je pa fino, da ste me zadnjič naučili, da je vse predpripravljeno, ne? Da odmeriš in pa da potem v miru kuhaš. Ja, ne da ja. iščeš potem, če imaš sploh sestavine. Ja, Da je to zelo pomembno, predpriprava. Jaz mislim, da je to ključno, da si ti res vse pripraviš in potem tu v miru, brez razmišljanja, da se ti ne zgodi, ojoj, pecilni nisem pozabil dati, ojoj, maslo imam v hladilniku, rabim pa toplo maslo, ne. Mislim, tu take zadeve, to ker pol ti ono vse pokvari, no. Tako da... Pozabila sem te vprašati, a je kakšna hrana, ki jo ne maraš? Ki jo res ne bi jedla? Imam odpor, ne da bi šlo za neko kaprico, ampak ne moram jesti drobovine, kakšnih vampov, jaz tega ne moram jesti, no. Krvavic, to pač ne. Aha. Ja. V redu. Vam pa tudi sama ne moram. V bistvu sva prišli do konca pogovora, zdaj pa tisti najlepši del, ne, da povabiva najine poslušalce, gledalce. Podarili boste eno delavnico. Tako je, en srečnež bo lahko prišel na našo delavnico Potice 14. marca. Tako da... Zdaj prijavite se pa lahko tako, da vtipkate na spletno stran bralci.delo.si, poševnica Potica, bo tudi link tukaj nekje, ne vem, kam bodo naši montažerji to dali. In tam izpolnite en obrazec in sodelujete. Nagradna igra pa poteka od 19. do 26. februarja. Nagrajenca bomo pa obvestili 27. februarja in res... Mislim, da bo užival v vaši delavnici in verjetno se bo še vrnil, no, ker je zelo prijetno. Zagrebte se. Nič, Mateja, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si prišla danes k meni. Najlepša hvala za povabilo. Da si delila te kulinarične zgodbe. Želim vam res uspehe in da navdušite čim več ljudi, no, da se lotijo ustvarjanja v kuhinji. Najlepša hvala. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.